takrat, ko sem pripravljala za na šolo, vi ste mi bili pred očmi, drugi dan ste bili mi pred očmi, ko ste sedeli v klopi in jaz sem čisto pozabila, da čistim stranišča, da delam delo, ki ni moj poklic in vi ste mi dali spet tisto silo, da spet vas poučujem in jaz sem mislila, da sem doma. Jaz sem pozabila, da mi je mož umrl, jaz sem pozabila, da imam dolg za celo hišo za splačati, ko sem bila med vami. In to mi je dalo, meni so oni dajali energijo. Jaz je nisem izgubljala. Meni so kot baterije, so me napomnili. Pa tudi vaša dva otroka sta doštudirala in danes sta vsak na svojem področju uveljavljena. Kaj delata? Sin je zelo uveljavljen in njemu ni treba iskati službe, njega iščejo. Iščejo posebno zdaj, ko se pripravlja za olimpijado v Sidneju. On je arhitekt za visoke stavbe. In ni samo arhitekt, ima 2 diplomi, je tudi costing surveyor, reče tukaj, cenilec, vse koliko bo koštalo tole stavba, okna, vrata, cement, zidaki, vse to mora on preceniti, koliko bo to stavba koštala. Zdaj pa je tudi klican tukaj v Melbourne, ker delajo en veliki kompleks, trgovinski kompleks in je ravno nedelja bil tukaj in je rekel, da me bo povabil in peljal tja, da bom videla, da prvi del je že končan. Imajo kino notri, imajo prodajalne, imajo hotel notri, je vse mogoče, kakor imajo po Ameriki. Tudi tukaj so eni veliki kompleksi, ampak takega velikega še niso napravili kot zdaj. Hčerka pa nas žalost, končala je univerzo v umetnostni likovni umetnosti in fotografiji, nima pa službe, ne zasluži s svojimi slikami, ne zato, ker ni sposobna naslikati, ampak ona ne slika rožice in ptičke. In če bi hotela prodajati na trgu ali pa nekje na stojnici, ona bi mogla rožice pa papige risati. Ona pa ni, ona je bolj na, kako bi rekla, filozofsko, na miticizem, na aboriginsko, kako oni veruje v njihov dreamtime, ustvarjanje človeka in take stvari. In to ljudje, in to so slike, ki so velike kot ena vrata ali pa 2 vrat. In to ljudje ne kupijo za svoje stanovanje, ker bi slika bila od tal do stropa. Jaz si rečem, napravi tako, dokler si napraviš denarja, naredi tisto, kar ljudje hočejo. Je rekla, mama, jaz ne morem, jaz moram delati tisto, kar jaz čutim, kar prihaja od noter ven. Če pogledamo slike, gospa Ivanka, še vedno ste dejavni. Veliko slik je s cvetjem, na vrtu ste, na 3. univerzi predavate, ampak tukaj je zanimiva fotografija, kjer vas vidimo s prijateljico aboriginko. Zanima me to vaše prijateljevanje in spoznavanje njihove zgodovine, kulture in vsega tistega, kar za nas, Evropejce, deluje nekoliko eksotično, zna pa biti prav to vedenje praktično. Jaz, ko gledam televizijo tukaj in včasih nam pokažejo te boge domorodce, da nimajo niti najosnovnih pravic. Oni so dobili volilno pravico v Avstraliji šele leta 1952. In oni so prvi, ki so tukaj živeli. Oni so živeli to pred 10.000 leti. In 40.000 let so odkrili okostja aboriginov v centralni Avstraliji pri izsušenem jezeru. In ko jaz to gledam, jaz ne morem niti primerjati z mano, ko sem pod Italijo trpela, ko mi je italijanska učiteljica tolkla po glavi in kričala Azina, Azina, non capisci niente, ne razumeš nič, oslica, oslica. In jaz sem rekla, poglejte le osebe, tele bogi reveži še danes, ki tako kričimo, da smo svobodni, demokratični državi in se morajo boriti za najosnovnejše pravice. Bogi človek, ki ni vajen alkohola, ki nima take hrane, kot ima Bev, spije en kozarec vina in je pijan. In je zato aretiran in je po 5 mesecev v zaporu brez nobenega sojenja. Če je belec pijan, on ne bo šel v zapor. Mu bojo rekli get up in mu bojo vzeli
vozniško dovoljenje, ampak v zapor ne bo šel. In to meni tako se mi je zasmililo. In ko sem videla na tej tretji univerzi, da ti ljudje, anglosaksonci, ker sem edina ne anglosaksonskega porekla v našem oddelku, sem rekla, jaz moram začeti učiti jih, kaj pomeni biti domorodec, kaj pomeni vzeti otroka z naročja in ga dati v ustanovo, ker pravijo, ga bomo pokulturili. In mati joka in joka, eno odejo so ji dali za otroka. In ona joka in danes si iščejo te ljudje, ki so 60 let stari in več iščejo, kje so njihove matere bile in kdo je bil mati. So odprli eno v zapadni Avstraliji, samostan so gradili otroci, ki niso znali več, kdo je njihov oče. In to so bili aboriđini in celo iz Anglije otroci 12 let, 10 let stari odzeti v Angliji, pa zato, ker so mogoče bile nezakonske ali ne vem kako, da so prišli sem in danes si iščejo svoje poreklo. In to je mene dognalo, da jaz začnem govoriti na tej tretji univerzi o aboriđinih. In da jaz lahko to govorim, jaz moram stik z aboriđini, da oni povejo svojo dušo in svoje trpljenje. In potem grem še v zgodovinske knjige. In tako imam predavanje od njihove mitologije, ki je kličejo Dreamtime, pa vse do socialnega izživljanja, do njihove kulture, do njihove načina življenja in kako kaznujejo oni svojega otroka, ne v zaporu, ampak ga dobro kaznujejo tako, da je izobčen iz tiste skupine in da je prepuščen sam v puščavi. In se pokesa in se vrne in prosi odpuščanja. O tem tudi pišete, ne? In ste kar nekaj te njihove kulture že uspeli preštudirati in zapisati. Imate pa tudi čisto konkretne prijatelje, vidimo na tej sliki. Ja, ta je čudovita ženska, teji so vzeli 3 otroke. 3 otroke so ji vzeli in jih je srečala po 13 letih. In niso ji mogli reči mama, ker niso znali, da je mama. In oni govorijo čisto angleško in čisto drugačno kulturo imajo, da se ne more več zliti z kulturo, ki jo ima mati v svojem srcu. V dokumentaciji vidimo, da imate tudi prijateljske odnose z gospodom Flanaganom, režiserjem, pisateljem, ki se je tudi dotaknil slovenske tematike, zaradi tega, ker je njegova žena slovenskega porekla. O čem si dopisujeta? Ko sem jaz izvedela, da je šla ta knjiga, jaz sem ga poiskala, ker mene je film, sem šla gledati film, in me je, kako je on razumel to slovensko dušo, tega človeka, ki je bil pijan. Zakaj je bil pijan? Ker je bila duša trpeča že doma, ko je nemška okupacija zasedla Slovenijo in razdejala ne samo hiše, razdejala je tudi naše duše. In ko je prišel v Avstralijo, se mu je spet tisto ponovilo, ker ni znal jezika, ker ni več opravljal svoje delo, ker so ga zaničevali, ker ni znal vprašati in povedati, kar je mislil. In mu dajali najbolj težko in najbolj nizko delo, kar je bilo treba. A tale človek je razumel tega pijanega Bogdana in ga je postavil. Skoraj bi mu rekla, kako je on povedal, da kako so njegove roke izdelale tisto zibelj, kako je zvedel, da je hčerka noseča. Kako je srčka izrezal, na voziček je prilepil srčka in pripeljal k tej hčerki, čeprav jo je kot otroka večkrat tudi pretepil v tisti svoji jezi in v tisti pijanosti. Tu gre za film One Hand Clapping, se pravi plosk ene roke, ki je bil predstavljen tudi na Ljubljanskem filmskem festivalu, ni bil pa še v široki distribuciji. Film se ukvarja z slovensko zgodovino tudi in vidim, da je med emigranti precej razburkal. Nekateri so tudi pisali v časopise, se niso povsem strinjali z njegovo vsebino, iskali so neke detajle. Gre pa za resnično zgodbo slovenske matere, ki je konec koncev na nek način prodala svojo hčerko. Mati je bila čisto obupana, ni mogla več prestajati pijanosti svojega moža in on si tudi ni moral več pomagati.
ker edino v pijanosti je pozabil na svoje gorje. In v tisti pijanosti je tudi postal zelo grob. In to do matere, svojega otroka je pustila, ga je objela, poljubila, ga dala v posteljo, mu dala igračko in izginila. In izginila v tasmansko divjino, polno snega in mraza. In ko je on prišel domov, je dobil samo otroka, šli so jo iskat in našli so jo, da se je obesila. Se je našli v tej divjini, visečo na eni veji, na enem drevesu. Zdaj pa pravijo, da ta film ne daje nobenega spobude, da je vredno živeti. Upanja. In upanja. Jaz sem pa rekla njemu, da ta film pove tistim ljudem, ki so v težkih dnevih in v težkem stanju, da niso samo oni, ki trpijo, da tudi ta ženska še bolj trpela, tako trpela, da ni več zdržala in da si je vzela življenje. Jaz sem mu tudi povedala, ko sem gledala film, jaz sem rekla, ko je meni mož umrl, sem imela en star avto in sem dala oba otroka v avto in sem šla. In sem rekla, ta prvi električni pol, ki bo ob cesti, bom zagnala se v tisti pol, se 100 km/h, da se vsi končamo. In potem, prej, ko sem prišla do pola, do tistega stebra električnega, sem rekla, kaj pa če jaz ostanem mrtva, moža ni več, kdo bo gledal te dva otroka? In se nisem ubila. Sem rekla, pridejo momenti v življenju, ki ne znaš več izhoda in ga iščeš v izginotju. In on je to hotel pokazati. On je hotel pokazati, na kak način so bili ti izseljenci čisto uničeni, že od doma razdejane duše, potem prišle v takle situacijo tukaj, da niso si znali povedati, ne prašati kot skruha in zaničevane, in to se je še pojačalo to gorje v notranjosti, da niso več zdržali. Vse te zgodbe slovenskih izseljencev v Avstraliji so humus tako za poezijo, tako za literaturo, za romane in snemajo se že tudi filmi. Kdaj ste se pa odločili sami, da boste napisali daljši prozni tekst? Poezija je vse skozi izhajala v različnih glasilih. Kdaj ste se odločili za prozo? Mene so spodbujali in to največ Ivan Cimerman na Matici mi je rekel, ko sem bila gor, je rekel, pa zakaj ne bi ti tudi črtice, krajše črtice napiši. In tako sem začela s črticami. En dan sem se vsela, sem rekla, pa zakaj? Moj sin me je največkrat. Je rekel, mama, pa zakaj sam pišeš po teh papirjih in to? Zakaj ne to zbereš ali pa še dodaš, pa napišeš tvoje življenje? In tudi na tretji univerzi, moram reči, na tretji univerzi, kadar včasih, ko sem govorila zgodovino Slovenije in kaj smo šli mi skozi v času okupacije in to, Ivanka, why you don't put this on a book? In zdaj Reč, ki živi tukaj, on mi pomaga, prevajava to v angleščino. In sva skoraj na koncu, ker bi rada dala v angleškemu človeku tudi, da bo videl, kaj je bila vojna pri nas. Ta knjiga se imenuje Skozi ogenj in pepel. Ogenj pomeni ima dva pomena. Jaz sem bila kot otrok, ko je hiša zgorela in so nas dali ob zid, da nas bojo postreljali. In potem smo se vrnili, po 4 letih je bil samo pepel. To je ena prispodoba. Druga je, v meni je bil vedno neki ogenj in to se mi zdi, da me je držal po konci, da sem jaz prestala. Marsikdaj je bilo treba zastaviti res veliko energije in tudi poguma.